Z nami pa je že naš tretji predavatelj danes, in sicer, pozdravljeni, z nami je že profesor dr. Simon Podnar, je specialist nevrolog, klinični nevrofiziolog in je celo vodil Inštitut za klinično nevrofiziologijo. Sedaj pa je strokovni direktor nevrološke klinike UKC Ljubljana, profesor in raziskovalec. Če vas zanima, kako bi lahko računalniki pomagali pri diagnostiki možganskih tumorjev in kakšna je vloga umetne inteligence v medicini, vas vabim, da se nam sedaj pridružite. Na koncu pa bo kot že prej na voljo 5 minut za odgovarjanje na vaša vprašanja, lahko jih zastavite prek sistema Slido. Za vprašanje lahko glasujete in potem bomo, glede na to, koliko bo časa, vprašanje z največ glasovi zastavili predavatelju. Link do Slida imate, če gledate na naši strani zgoraj nad videom, oziroma če nas spremljate preko YouTubea, spodaj v opisu. Kar predajam besedo vam, gospod profesor. Ja, hvala, se slišimo? Se. Čakajte samo, da jaz tole. Se vidi? Ja, sem še na full screen mode. Ja. Tako? Tako. V redu? Ja, je v redu? Je. Okej. Ja, torej, lepo pozdravljeni, jaz bom govoril o umetni inteligenci v diagnostiki možganskih tumorjev. No, na začetku bi mogoče povedal par stvari o sami uporabi umetne inteligence v medicini. Torej, možno je uporabljati v več ozirih, prvič za diagnostiko bolezni, kar bomo mi pogledali, potem je lahko tudi uporabno za razvoj zdravil, potem za personalizacijo zdravljenja in pa celo za preurejanje genov. Za diagnosticiranje bolezni je najbolj uporaben pristop umetne inteligence strojno učenje, tako imenovani machine learning. Uporaba algoritmov globokega učenja, deep learning, je v zadnjem času dosegla velik napredek, tudi pri diagnostiki bolezni. Algoritmi strojnega učenja se učijo prepoznavati vzorce, značilne za posamične bolezni, na podoben način kot tudi mi ljudje. Za svoje učenje pa algoritmi potrebujejo ogromne količine digitaliziranih podatkov. Nekaj primerov, recimo uporabljajo že umetno inteligenco za iskanje pljučnega raka ali pa možganskih kapi ob uporabi CT slik, potem za opredelitev tveganja za nenadno srčno smrt na osnovi analize EKG posnetkov ali pa MR slik srca. Potem zelo znan je bil članek objavljen v Nature, kjer so razvrščali kožne spremembe na osnovi fotografij kože, pa potem tudi članki, kjer so gledali očesno ozadje, recimo diabetično retinopatijo, in celo iz tega je računalnik lahko prepoznal spol tega pacienta. Torej, mi se bomo pa malo ukvarjali predvsem z diagnostiko na osnovi osnovnih preiskav krvi. Krvne preiskave, kot vemo, uporabljamo precej na široko v diagnostiki, tako za diagnostiko kot za spremljanje bolezni. Za optimalno obravnavo je pomembno, da dobimo te rezultate hitro, da so točni in pa da iz njih potegnemo čim več podatkov. Naš problem kot ljudi je, da smo pozorni le na tiste rezultate, ki segajo ven iz referenčnih meja, s tem pa izgubljamo velik del potenciala krvnih preiskav, ki ostaja neizkoriščen. Zdaj, več ko uporabljamo parametrov in jih gledamo, večji je ta problem, bolj postaja ta interpretacija zahtevna. Zelo smo pa ljudje slabi v prepoznavi takih, bi rekel, blagih sprememb v razmerjih, posebej, če so ta v glavnem znotraj normalnih vrednosti, kjer smo praktično nemočni. Zdaj, če gledamo interpretacije krvnih preiskav, vidimo, da se ta z leti v bistvu diagnostična natančnost se izboljšuje, ampak žal se s tem povečuje tudi kompleksnost. To je v bistvu večinoma smo nekje v primerjavi referenčnih vrednosti, mogoče razmerij, najboljši zdravniki pridejo do nekje tukaj, medtem ko umetna inteligenca pa lahko pride, strojno učenje lahko pride pa tudi do takšnega nivoja, se pravi, da obvladuje večje kompleksnosti in na ta način dobiva tudi boljše rezultate. Zdaj, kako ta algoritem, ki smo ga mi uporabili, to je SBA algoritem, kako deluje, osnova so rezultati krvnih preiskav, ki jih ta algoritem
strojnega učenja v oblaku interpretira in potem izpostavi v bistvu rezultat kot 10 najverjetnejših diagnoz in jih potem opredeli po vrsti od najbolj verjetnih do manj verjetnih. Pa ne bom zdaj pokazal na en primer enega pacienta oziroma ene krvne preiskave. Tukaj vidimo, v bistvu so krvne preiskave, pri kateri bi lahko rekli, to je praktično vse normalno. Malenkost povečan kreatinin, malenkost povečan AST, malenkost so zmanjšani trombociti. Drugače pa se pravi, iz tega v bistvu zdravnik ne zna narediti nič pametnega. Zdaj pa pogledamo, kaj je naredil ta algoritem. Ta algoritem je pa samozavestno rekel, da najverjetnejša diagnoza pri tem pacientu je epilepsija. In zdaj v bistvu, zdaj bomo pogledali pa nekaj, česar algoritem ne ve. In sicer je šlo za 21-letnega študenta po nenadni izgubi zavesti s krči. Se pravi, vidimo, da tukaj je bil algoritem kar dober. Povedal je, da je 4 dneve pred epizodo imel prometno nesrečo, kjer je utrpel udarec v glavo in tem ni izgubil zavesti. Takrat so opravili CT, ki ni pokazal kakšnih posebnosti. Njegova značilnost, ki je mogoče tudi botrovala tem prometnim nesrečam in drugim zadevam, je, da je užival različne psihotropne substance. Ob nevrološkem pregledu ni bilo najdeti kaj posebnega, je imel pa vmes kratek žarični epileptični napad, ki so ga potem tudi ustrezno zdravili. Zdaj, tudi epileptično zdravljenje ni bilo uvedeno, ker je bil to en sam napad in tudi smatrali se, da je pač bil izzvan, vendar so le pa določene preiskave svetovane in obravnava za naprej. Zdaj, glede na to, da smo imeli podatek o teh substancah, ki jih uživa, smo zavrteli še ta model za zastrupitve, ki je pa pokazal, da gre verjetno za zastrupitve z narkotiki in pa halucinogeni, mogoče tudi z psihotropnimi zdravili. Zdaj pa, če si pogledamo celoten model, se pravi učna baza podatkov, iz katere se je ta naš model naučil, so bili rezultati krvnih preiskav za prek 2 milijona pacientov, ki so bili v več letih obravnavani v UKC Ljubljana. Algoritem je obravnaval pri tem 337 različnih krvnih parametrov in pa 454 različnih diagnoz iz MKB-10. Potem smo v bistvu oblikovali različne modele, večina jih je s področja interne medicine, ko sem se jaz vključil, smo dodali še nevrologijo in pa v zadnjem času, tudi v sklopu COVID-a, so bile dodane še infekcijske bolezni. Zdaj, algoritem strojnega učenja za uporabo rezultatov krvnih preiskav hitro in natančno pove najverjetnejše diagnoze. Pomembno je, da modeli zaznavajo že malenkostna odstopanja v razmerjih med rezultati krvnih preiskav. Torej, lahko so praktično vse preiskave v mejah normale, pa vseeno on pove v bistvu lahko diagnozo. To, kar je pomembno, da imajo številne diagnoze, imajo v krvnih preiskavah značilni prstni odtis, vendar je ta toliko subtilen, da ga v bistvu ljudje ne prepoznamo, medtem ko stroj, ta algoritem, ki dobi prej ogromno količino podatkov, pa je tega sposoben. Potem se je pogledal za različne modele točnosti tega algoritma in tukaj so rezultati za prvo diagnozo, se pravi, večinoma je tam nekje med 40 in 60% odstotkih je dal algoritem sam, brez vsakih drugih podatkov, dal na prvo mesto pravo diagnozo. Če pa pogledamo recimo med prvih 5 diagnoz, vidimo, da so te občutljivosti že tam med 70 in 90 odstotki, med prvimi 10 pa so praktično vse prek 90 odstotkov. Potem zanimiva je bila tudi primerjava pri hematoloških boleznih, zdravnikom niso dali nobenih podatkov, samo izvide krvnih preiskav in vidimo tukaj 8 zdravnikov, ki se je primerjalo z tem algoritmom in vidimo, da so bili precej slabši od njega. To delo je bilo tudi objavljeno v znanstveni reviji Scientific Reports. Zdaj bi pa predstavil drugi primer, ki je nekoliko bolj pomemben za to temo, ki jo jaz predstavljam. Tukaj gre pa za 70-letno pacientko, ki je mesec dni pred pregledom, jo je občasno bolela glava.
Pri kuhi je postala pozabila je tudi PIN kodo svojega telefona, kar se ji prej ni dogajalo. Opazila je, da desnica ni v redu, da ji spadajo predmeti iz roke, tudi pri hoji ni bila dobra, zanašalo je v desno, ob tem ni opažala slabosti in ni bruhala. Vidimo, da ima pač relativno malo terapije. Ob pregledu je bila orientirana, blago dizartrična, prisotni sta bile konstrukcijska in ideomotorna apraksija. Navajala je slabši občutek za zbodljaj po desni strani obraza, ožjega desna očesna reža, nižje položen desni ustni kot. Potem pri testu latentne pareze je preunirala desnico, desni okončin sta bili upočasnjeni in pa tudi slabše je zaznavala tudi po udih. Hodila je s krajšimi koraki, hoja je bila nezanesljiva. Zdaj tukaj lahko pogledamo izvide krvnih preiskav. Vidimo, da so v bistvu precej kompleksni, ampak CRP je bil malenkost povišan, potem tukaj se nekaj pri eritrocitih dogajalo, pri beli krvni sliki je bilo še več sprememb. Drugače pa praktično ni bilo na videz nekega konsistentnega vzorca, tako da je bilo v bistvu iz pacientkine izpustnice, lahko povzamemo, so zapisali, da v laboratorijskih preiskavah krvi ni bilo prepričljivih odstopov od normale. Zdaj gledamo algoritem, algoritem pa je pa trdil, da to mora biti možganski tumor in nič drugega kot možganski tumor. Se pravi, z ogromno, bi rekel, sigurnostjo je napovedal to diagnozo. Na podlagi tega je bila tudi slikana in dejansko je bil odkrit tale možganski tumor z okolišnim edemom. Sicer mi za diagnozo možganskega tumorja običajno postavimo na osnovi pacientove anamneze, najdnološkega pregleda in pa rezultatov slikovnih preiskav, to, kar sem tudi pokazal. Težava je v tem, da so te težave pacientov pogosto neznačilne in pa da so možganski tumori relativno redki. Posledica je, da moramo veliko število pacientov poslati na slikovne preiskave, in mnoge od teh preiskav, oziroma velika večina je v mejah normale. Zdaj, kaj to pomeni? Posledice so, da s CT-jem lahko pač po nepotrebnem obsevamo paciente, da lahko dobimo lažno pozitivne izvide, se pravi nekaj pokaže, pa v bistvu je to nepomembno, in pa da to tudi v končni fazi nekaj stane. Ta diagnostika bo še toliko pomembna, bo pomembno, da prej diagnosticiramo, ko se bodo pojavila na voljo še bolj učinkovita zdravila za možganske tumorje, kot so zdaj na voljo. Se pravi, čeprav mi menimo, da bodo te metode, slikovne preiskovalne metode ostale ključne, pa bi bilo zelo fino imeti neke preiskave, s katerimi bi lahko vseeno ločili to večino pacientov, ki imajo neke neznačilne težave in se izkaže, da nimajo možganskih tumorjev in da ne bi bilo treba pač vseh slikati. Osnova za to analizo krvi je, da tumorji vključno z možganskimi izločajo številne snovi in tudi telo se odziva na rast tumorjev z drugimi snovmi. In te lahko spreminjajo tudi parametre v sami krvi. Gre pa, kot rečeno, za subtilne spremembe, ki jih zdravniki v izvitih krvnih preiskav praviloma ne uspemo prepoznati. Ne uspemo prepoznati tega vzorca, ki bi nam povedal, da to gre pa za možganski tumor. Zdaj, mi smo v ta namen opravili tudi preiskavo, oziroma raziskavo, ki je imela namen določiti točnost tega algoritma strojnega učenja pri pacientih, ki so z možganskimi tumorji, ki so bili obravnavani na naši kliniki. Se pravi, v prvi fazi smo najprej morali naučiti algoritem, in to smo opravili za prek 15,000 nevroloških krvnih izvidov. Potem v drugi fazi smo pa to še validirali. Smo določili senzitivnost, specifičnost metode pri 68 pacientih z možganskimi tumorji in 215 pacientih z drugimi nevrološkimi boleznimi. Določili smo tudi krvne parametre, ki so bili najpomembnejši pri postavitvi diagnoze. Tukaj vidimo obdobje, v katerem smo rekrutirali to skupino, na katero se je algoritem učil, potem tisto skupino, ki so imeli tumorje, in pa kontrolno skupino, se pravi obdobje, potem kaj so bili vključitveni kriteriji, morali so pač imeti te krvne teste opravljene in pa tele so morali imeti tudi slikanje glave, vidite številke
vidite delež moških, vidite starost, potem kaj so bile najpogostejše diagnoze, ne, je bila možganski infarkt, seveda ne tukaj, kjer so bili tumori, potem koliko je bilo tumorjev v teh skupinah, koliko parametrov se je pogledali in pa potem različne vrste tumorjev, ki so tukaj še navedene. Rezultati so bili takšni, se pravi, imeli smo jih 68 pacientov, od katerih je ta algoritem pri 65 pravilno ugotovil, da gre za možganski tumor, 3 je izpustil. Nasprotno je pa pri tistih, ki niso imeli možganskega tumorja, pri večini 158 je rekel, da ga dejansko ni, pri 57 je pa trdil, da imajo možganski tumor. Se pravi, te bi morali v tem primeru slikati na mesto vseh ostalih. Pacienti so imeli v glavnem svežo simptomatiko in pa tumori so bili v glavnem relativno majhni. No in tukaj je potem ta Rok Krivulja na tem vzorcu 700 tumorjev, ki so bili in 15,000 vzorcev, na katerih se je algoritem učil. In pa rezultati pri naši skupini so bili še nekoliko boljši, se pravi, senzitivnost je bila 96%, specifičnost 74%. Če pogledamo slikanje glave, tudi slikanje glave ni 100%. Se pravi, vidimo, da tudi te vrednosti so okrog 90%, senzitivnost je okrog 90%. Potem smo obljubili, da bomo pogledali tudi te parametre in to, kar je pomembno, vidimo jih po vrsti razvrščene od najbolj uporabnih do najmanj uporabnih. In to, kar je pomembno, da vidite, da so praktično vsi z določenimi, recimo glukoza je bila nekoliko višja, potem neutrofilci nekoliko višji, sicer pa vsi ti parametri so bili praktično tako pri kontrolni skupini kot pri skupini s tumorji v mejah normale. Naši rezultati so potrdili, da je moč uporabljati strojno učenje za diagnozo možganskih tumorjev, potem, da bi v bistvu na ta način lahko povsem na drug način pristopili, se pravi, imeli bi nekoga z nespecifično simptomatiko, bi mu vzeli kri, bi pognali ta algoritem in pri tistih, ki bi imeli pozitiven, bi pa v bistvu upravili to slikanje glave. In videli smo, da na ta način bi lahko 3/4 pacientov bi lahko takoj izključili, ne bi rabili tega slikanja. Dodatna prednost je pa tudi včasih dobimo pa tudi sliko možganov, ki kaže neko spremembo in ne vemo, kaj je zdaj tumor, ali je to zdaj nek ogromen plak, ali je to zdaj nekaj drugega in bi pa mogoče nam lahko tudi, če v te študije nismo še opravili, bi lahko tudi na ta način določili, da nam v bistvu pomaga analiza krvi. Menimo, da ta analiza ni primerna za presimptomatsko presejanje, ker je specifičnost premajhna. To, kar je značilno, da nismo mogli ločiti med malignimi in benignimi tumorji in tudi med primarnimi tumorji možganov in zasevki. Pomembno je še bilo, da smo izključili paciente z že zdravljenimi tumorji, zato ker to toliko spremeni se pravi krvne preiskave, da zmoti analizo. In pa kot rečeno, zdravnik sistem ne bi mogel nič pomagati. In tudi zdaj v bistvu nimamo načina, da bi rekli zdravniku, poglej te in te parametre in na ta način boš to lahko. Enostavno je prekompleksna situacija, da bi jo lahko naši možgani razvozlali. Kaj so bile omejitve? Šlo je za retrospektivno analizo podatkov iz ene same bolnišnice, diagnoze niso bile histološko verificirane, to bi tudi načeloma lahko naredili. Vključeni pacienti so bili le pacienti, ki so imeli pač vse te preiskave opravljene. Tukaj je bilo prednost, so bile velike številke, potem diagnoze so postavili nevrologi in nevrologi, ki so pač kompetentni za to vrstne diagnoze in pa pokazali smo tudi, da smo v obeh skupinah, tako v medicinski kot teh za učenje, našli približno podobne rezultate. Te rezultati so bili objavljeni tudi v isti reviji kot prejšnji, članek Scientific Reports. To, kar je zanimivo, da je pa čisto neodvisno na nekoliko drugačni metodologiji, se pravi neka infrardeča spektroskopija, so na Škotskem opravili tudi eno študijo, pri kateri so tudi za odkrivanje možganskih tumorjev, tukaj so pa presvetlili kri in so na ta način tudi lahko zelo uspešno, vidimo senzitivno specifičnost določenih možganskih tumorjev. Na ta način so tudi na drug način pokazali, da dejansko v tej krvi so te informacije, ki omogočajo to diagnozo. V bistvu lahko na nek način govorimo o nek crossover, se pravi običajna
običajen pristop je anamneza, klinični pregled in slikovne preiskave, tukaj pa pristopamo na drugačen, se pravi pa s krvnimi preiskavami, ki drugače niso ravno značilno zelo uporabne v nevrološki diagnostiki, lahko postavimo diagnoze ne samo za možganske tumore, tudi za druge. Se pravi, če zaključimo, SBA algoritem je v pomoč pri postavitvi diagnoze, potrditvi diagnoze, zaščititi diferencialne diagnoze, lahko izboljša obravnavo, se lahko zdravniki postavijo diagnozo hitreje, ceneje in točneje, in pa to pomeni načeloma tudi nižje stroške zdravljenja. Se pravi, kakšna je prihodnost in sedanjost umetne inteligence v medicini? Se pravi, predvsem so uporabni tam, kjer je na voljo velika količina kakovostnih podatkov, ob tem postavi diagnozo izjemno hitro, potem lahko postavi diagnozo kjerkoli, se pravi, mi lahko pošljemo te rezultate in se jih obdelajo kjerkoli. V bistvu ta server je v bistvu v Frankfurtu, kamor se pošljajo te podatki za ta algoritem. Se pravi, v prihodnosti se obetajo še drugi podatki, recimo CT slike, magnetna rezonanca, genomika, proteomika, klinični podatki pacientov. Zdaj, vseeno smo zdravniki do nadaljnjega nenadomestljivi, je pa res, da so ti podatki lahko zelo zdravniku v pomoč, potem je on tisti, ki bo v končni fazi postavil končno diagnozo. Se pravi, zelo pomembni so ti vhodni podatki, ki morajo biti kakovostni, digitalizirani, boljši, ki bojo podatki, boljši, ki bojo algoritmi, boljši bojo rezultati. Tako da v bistvu tudi prepoznava vzorcev se bo s tem vse bolj izboljševala in to pač s tem se bo kazal napredek v tej diagnostiki. Tudi najlepša hvala za vašo pozornost in sem pripravljen pač odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Je res zanimiva tema. Tule med vprašanji imamo pa najprej, znano je, da umetna inteligenca navadno ni zmožna razložiti svojih odločitev in napovedi. Kakšne so vaše izkušnje s tem problemom? Ja, to je v bistvu črna skrinja. Absolutno. Umetna inteligenca nima inteligence v tem klasičnem smislu. Umetna inteligenca je enostavno samo idealno dresirana žival, da tako rečem. Se pravi, v bistvu je sposobna prepoznavati teh vzorcev in absolutno, tudi mi ne vemo točno, kako točno se, mi smo lahko ven iz teh podatkov izluščili, torej, kateri so bili tisti pomembni parametri, ampak sicer in nič drugega. Mi dejansko ne vemo, na kakšen način je to prišla umetna inteligenca do teh podatkov. Niti ne vemo, iz kateri so tisti podatki v tisti masi milijonov podatkov, s katerih smo štartali in učili ta sistem. Absolutno se s tem strinjam, ne vemo nič, kaj dosti o tem. Hvala. Potem, kako daleč smo od implementacije tega v klinični praksi? Ja, trenutno je tukaj nekaj zadreg. Sicer se to v svetu veliko uporablja, ne sicer ta sistem, ampak mnogi drugi sistemi. Prej sem omenjal recimo sistem za pomoč pri očitavanju MR slik, potem sistem za pomoč dermatologom, potem okulistom in tako naprej. Zdaj se tudi drugje po svetu se pojavljajo podobni algoritmi, kot je ta, zato ker dejansko ključna zadeva pri tem algoritmu ni sama izvedba. To dejansko so mnogi računalničarji, ki to znajo na svetu, ki znajo speljati, dejansko da ključna ta ideja. Se pravi, da je pač ta ustanovitelj te SBA, se pravi pač ta Slovenc, ki je to ustanovil, mu je prišla na misel ta ideja, da bi lahko iz krvi potegnil več podatkov, kot jih dejansko lahko mi. Potem je on začel to analogno, se pravi, sam je začel nek tak sistem si oblikovati, in potem je pa še svoje prijatelje pritegnil, in od njih je tudi pač profesor na fakulteti za računalništvo, ki je potem razvil tak računalniški algoritem, ki to pač jasno dosti bolj dela, kot pa nekaj na roke. Hvala. Potem v raziskavo ste vključili podatke pridobljene na osnovi krvnih preiskav. Ali imate v prihodnosti namen v model vključiti podatke, kot so nevropsihološki testi? Ne, ta model služi samo analizi krvnih preiskav. So pa recimo, če se spremlja tudi v zvezi s tem COVID-om, recimo v Veliki Britaniji so imeli
Recimo ta algoritem je bil odličen za napovedovanje, kateri pacienti, ki so se okužili z koronavirusom, bodo rabili umetno predihavanje, kateri ne. Že takoj, prvi test 100% je to določil. Žal je pa nas prišlo do nekih, ne vem, tega nismo pač znali na pravilen način uporabiti. Hvala. Še eno vprašanje. Se bo kdaj zdravnike pri diagnostiki popolnoma nadomestilo z umetno inteligenco? Ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je že osnovni problem je že v tem, da je v končni fazi naša ena osnovnih nalog je prevzemanje odgovornosti. Mi moramo sprejemati odločitve in prevzemati odgovornosti. Zdaj, recimo, če bo prišlo do neke napake, koga boste zdaj tožili? Boste tožili ta algoritem, ga boste, bi rekel, ali ga boste delete, ali ga boste stolkli recimo z neko palco, ti server, kjer se nahaja, se pravi, v končni fazi že z tega vidika. In tudi sicer, jaz mislim, da bojo to odlični pomočniki, ampak v končni fazi bojo še vedno delali otroške neumnosti in bomo morali biti mi tisti, ki bomo presojali, ali je to zdaj ta neumnost, ali je to zdaj res nekaj, na kar se lahko zanesemo. No, s tem bi se potem kar navezala še na eno vprašanje, in sicer kako je z odgovornostjo, ali ponudnik storitve jamči za natančnost svojega algoritma? Ja, kot vidite, ne morete zahtevati, ker nihče ne garantira 100% senzitivnosti in specifičnosti, in to je ta problem. Zato za vsakega konkretnega pacienta bo še vseeno moral zdravnik prevzeti to odgovornost. In tudi on se bo moral odločiti, ali bo v kolikšni meri bo zaupal tem rezultatom in v kolikšni meri ne bo. Najlepša hvala, zelo zanimivo predavanje.